Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji. Danes bo naš gost oziroma današnji gost prihaja z Miklavža pri Ormožu. Anton Kirič je naš gost, človek, ki ga zelo dobro poznamo in ki se je v teku svojega življenja, v teku svoje delovne dobe preizkusil tako kot inšpektor, sekretar obrtne zbornice, potem ga tudi najbolje poznamo, potem je bil kar 10 let predsednik krajevne skupnosti. Miklavž pri Ormožu, danes je upokojenec v zasluženem pokoju, ampak zelo aktiven v domačih društvih, predvsem v turistično-kulturnem društvu. Sicer ga poznamo tudi kot igralca in še bi lahko naštevali. Gospod Anton Kirič, lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni. Se spomnite, kdaj je bil tisti čas, ko ste že bili enkrat naš gost? Ko ste prejeli plaketo krajevne skupnosti? Da, točno zdaj leta se ne bi spomnil, ampak takrat, ko sem dobil na krajevni skupnosti za svoje delo, sem bil odlikovan z zlato plaketo. Je to bilo v času, ko se vam je delovna doba iztekla? Da, takrat proti koncu delovne dobe sem dobil to plaketo, pa sem najprej bil nasproti, da naj mi tega ne dajo, oziroma da ne bude kakšnih kritik, pa so kljub temu vztrajali in sem potem sprejel. No in kako človek recimo dojame, oziroma kako sprejme, kako mu je pri srcu, ko dobi od domače skupnosti torej eno takšno priznanje, zlato priznanje? Ja, veste, na eni strani si človek misli, prav je in tudi res je, da si človek za svoje delo, ki sem ga opravil, ki je moram povedati, društvo upokojencev, ki sem tudi član, oni so me predlagali in sem potem bil na eni strani hvaležen, na drugi strani pa se rekel, so mogoče kateri člani v društvu upokojencev ali v krajevni skupnosti starejši, ki bi si lahko to dobili ali zaslužili. Vendar so bili mnenja, da sem jaz tisti, ki sem primeren in za tisto leto je komisija mene izbrala. No, veliko talentov imate, veliko različnih spektrov torej vašega delovanja. Kaj od vsega, kar sem uvodoma naštela, pa ste najrajši delali? Profesionalno tam, kjer sem bil zaposlen. Nekdaj dobrih 16 let kot davčni inšpektor, pozneje sem šel na območno obrtno zbornico Ormož kot sekretar. Vse sem tudi poznal iz obrtniškega dela, probleme obrtništva in obrtna zbornica takrat, ko sem bil zamenjan na občini, ko nisem več izpolnjeval razpisnih pogojev in seveda dolga 16-letna doba inšpektorja, je to kar bilo po eni strani, pozneje sem to ugotovil, prav. Biti inšpektor, veste, ali pa biti zdravnik, ali pa biti, bom rekel, učitelj v domačem kraju je težek poklic. Ker ti upravljaš ali pa policaj, upravljaš svoje delo in velikokrat upraviš tako, kot ga moraš in nekdo ni zadovoljen s teboj, to je jasno. No in so potem bili eni prav na občini, bi rekel, razočarani ali presenečeni, da so prišli člani upravnega odbora me nagovarjati, če hočem iti na obrtno zbornico za sekretarja. In 19 let sem potem bil do upokojitve. No, kako se spomnite tega dela kot inšpektor? Veste, Prav ste povedali seveda, da v domačem kraju je torej neka roka pravice težko biti, ne, med ljudmi, ki jih poznaš. Kako vam je uspevalo? od začetka je bilo zelo težko, ker s 1. junijem 1970 sem jaz praktično lahko rečem začel orati ledino, takrat se je inšpekcija uvajala. Pogoji pa so bili seveda višja izobrazba in pa pripravništvo. Polnih 18 mesecev z višjo šolo sem bil pripravnik in hodil sem delati, malo se uvajati na Ptuj, v Ljutomer, ki je že bila 2 leti inšpekcija. Druga zadeva pa je ta, da je potem tu bilo vedno nekaj novega. Tu je prihajalo in hoditi v Ljubljano na sestanke, delati ni bilo lahko. Ni bilo lahko, drugič pa na občini so pa bili izredno težki pogoji, saj je bila nekdanja davkarija v enem prostoru,
kot so zdaj seje občinskega sveta in velikokrat nisi mogel ali pa je bilo zelo težko stranko zaslišati pred ostalimi uslužbenci, ker ti priti stranka, obrtnik, inšpektorju na zaslišanje, so ostali referenti ali pa druge stranke gledali, veš, tega pa zdaj imajo na zaslišanju, kaj je pa zdaj Kirič z njim dela. To je bilo izredno neprijetno in tudi ene najslabših pogojev glede tega smo imeli v Sloveniji, ker vse posod so bile dokvarije tako, da je inšpektor imel svojo pisarno glede zaslišanja in dela. In to ni bilo prijetno, ni bilo dobro. Na drugi strani pa je seveda ogromno izkušenj se nabral. 16 leti gledati, kaj na občini delaš, od financiranja, od prihodkov, od dela je to ogromno znanja, pridobiš, tako tudi potem na terenu. In to je znanje, ki jim je pozneje prišlo prav na obrtni zbornici, saj sem prišel z bogatim znanjem in tudi ljudi, kot obrtnike sem poznal. Najprej sem ga kontroliral, pozneje pa je prišel, pa smo delali skupaj kot član obrtne zbornice oziroma obrtnik, jaz pa kot sekretar. Se lahko recimo tisti časi, ko ste torej vi bili aktivni inšpektor, primerjajo z današnjimi? Razmišljate kdaj o tem? Zdaj sem prek 10 let, že 12 let v pokoju, vendar sedaj inšpekcija ima druge pristojnosti, druga dela, zdaj so tudi kontrolorji, veliko stvari pa je ostalo. In biti inšpektor je danes zelo težka in naporna služba, najbolj davčna. Zato, ker veste, kdaj človeka kaznuješ ali ga udariš po žepu ali mu ugotoviš, da ni vsega dohodka prijavil, je to popolnoma drugače, kak pa če pride delovni ali pa sanitarni inšpektor, pa reče, vi tega nimate tako urejenega, pa to morate imeti. Veste, tudi, če vzamemo primerjavo policaja, če vas opomnim, da ste prehitro vozili, je to popolnoma drugače, kot pa če vas napiše račun za kazen, da ste pač 10 km več peljali. Bož je ga drugače gledal, me je kaznoval. In težko je biti, kdaj, sploh pa da se šlo za davčne utaje, ki si moral potem iti na sodišče, biti kot priča, da si, kako si ugotovil, kako si prišel do tega zneska utajenega prihodka in toliko več je moral plačati davka oziroma da je bil utajen tudi davek. To so bile neprijetne zadeve, ki veste, to je ravno tako kot da je danes, na primer, policija ugotovi tata, morilca, pa je tisti policaj tam na sodišču potem, kako ste to ugotovili. Veste, ko odvetnik vpraša, ne? Pa moraš ti dokazovati, da si to ugotovil in da je to dejansko, da nekoga spravijo potem zapor. No, predstavljam si, da ste torej res opravljali težko delo, najbrž, tako kot pravite, seveda veliko izkušenj ste si nabrali, ampak vam je verjetno postalo lažje, ne? Vam je verjetno kar odleglo, ko ste odšli v obrtno zbornico. Ja, seveda, tam je bilo v drugi obliki, drugo delo, povezovali smo se in potem dostikrat nastopali proti inšpekciji, ni proti, ampak prišli so tudi določeni obrtniki me spraševati, so rekli, kaj misliš ti, to je sedaj inšpektorica, inšpektor ugotovil, ko tebe več ni. Ne? In težko je, veste, dokazovati v inšpekciji, tisti motiviran naklep. Da je nekdo pomotoma knjižil nekaj ali pa izpustil dohodek ali pa je to namerno naredil. To pa je potem pa te, naprimer, sodišče ali pa bi pritožbi si moral dokazovati, da je to res. Ne? Ja, pa sem dal papirje knjigovodju, ne? Pa mi ni knjižil, pa ni prijavil. Ja. Veste, potem se pa začne ta začarani krog in tu ni lahko dokazovati, velikokrat pa je seveda bilo, kaj potem seveda rekel, na tihem priznal, pa sem rekel, veste, kar lepo priznajte, da je to tako bilo, da ste vi to motivirano naredili, saj če me ne bodo dobili. Velikokrat pa je tudi bilo, Slovenija je bila majhna in smo dobili iz drugih občin
podatke. Ali pa določene servisne dejavnosti od zavarovalnic. Ne? Potem pa, ja, tu pa sem pač pozabil, pa bilo je veliko izgovorov, ne? Tu ni lahko, ne? To ni lahko. No, vi ste potem prišli v obrtno zbornico, verjetno nekje takoj po ustanovitvi, ne, obrtne zbornice. Ne. Jaz sem prišel z 6. januarjem 1987. Pred menoj je bil na obrtni zbornici Pavel Bedenik, ki je odšel z obrtne zbornice, takratno še se je imenovalo Zveza obrtnih združenj, leta 87, on je potem odšel na Beograjsko banko. On je bil predhodnik pač tajništva. No, potem pa se je kar zbornica hitro razširila, potem je prišlo do zborničnega sistema in zbornica je dobila potem velike pristojnosti, tudi izdaja obrtnih dovoljenj, kajti nekdaj se je izdajalo obrtna dovoljenja na občine. Zdaj pa vemo ta točka BEM, ki lahko dobi obrtnik, pridete na obrtno zbornico, pa rečete, jaz bi odprl obrt, pa vam izdajo tu ali na upravnih enotah obrtno dovoljenje. In obrtna zbornica je tudi prevzela celotni register obrtnikov. Ne? In tu je tisto, ko včasih so rekli obrtniki, vse zbornice ne rabe. Eni so bili proti, ker so plačevali zbornici članarino. Ne? Zbornica ni dobivala, ne vem, od države, kaj bi se ona v celoti financirala, ampak obrtniki so svojo stanovsko organizacijo članarino pokrivali, tako kot kmetje, na primer kmetijsko zbornico ali veterinarska zbornica, ki prijajo te različne zbornice, ali pa člane kmetje podpirajo, so plačevali prispevek, da lažje razumemo svoje zadruge. Ne? In tukaj je potem dosti krat rekel, ja, saj jaz zbornice ne rabe. Velikokrat, ko pa je zbornica nastopila v Ljubljani pred republiškimi organi ali pa se je šlo za usklajevanje davkov, nekde prometni davek, sedaj DDV, ne, takrat je pa zbornica za vse obrtnike, vseh 50, 60 ali pa 70, 100 tisoč obrtnikov in SP-jev, kakorkoli želite, vse zastopala. Ni rekla samo, ja, mi zdaj imamo 10 tisoč, niso naši člani, za njih pa to ne velja, ker zakon je potem za vse enak. Ne? Je vloga obrtne zbornice še vedno takšna, kot je bila torej v vašem času? Ja, je, čeprav nekateri trdijo, da ni. Glejte, koga bo obrtnika zastopal? Koga? Zdaj imamo, če vzamemo učitelji, imajo svoje sindikate, zdravnike, zdravstvo, javna uprava, obrtniki in kmetje pa so ostali, bi rekli, sami. Kmet je povezan z zadrugo, obrtnik pa, če ne bi bilo zbornice, kam bi šel? Nišče ne bi. Ne? In gledajte, ni samo za davke in te stvari se mi pogovarjamo. Pogledate ta mednarodni obrtni sejem v Celju. To je promocija obrtništva in tu hodijo te šole. Veliko vlogo je tudi upravila zbornica z mojstrskimi izpiti. Stari obrtniki v prejšnji Jugoslaviji ali v stari Jugoslaviji do druge svetovne vojne je dobil obrtnik mojstrsko spričevalo. To je bilo najvišje priznanje in ta obrtnik je nekaj pomenil. In zdaj so ta mojstrski izpiti zopet se uvajajo in to obrtna zbornica dela. Ne, in nekateri seveda imamo tudi z Ormoža, da imajo mojstrsko spričevalo in obrtni sejmi, tudi mednarodne sodelovanje in seveda velikokrat tudi v reviji Obrtniki, enkrat na mesec izhaja, tam je borza podatkov, tam so davčni predpisi objavljeni, predpisi iz varstva predela, delovno pravo, prav specialno, ki razlagajo ekonomisti, pravniki, zakon o delovnih razmerjih, davčni zakon in so tudi pomagajo obrtnikom, če pride do pritožbe, kako zadevo rešiti. No, potem se je vaša kariera, no, ali kako naj rečem, v glavnem, zakaj pa ste se potem odločili oditi na krajevno skupnost? V krajevni skupnosti nisem bil profesionalen. Aha, to je bilo neprofesionalno, tam sem bil pač v kraju, sem kandidiral, kakor tudi v občinskem svetu, biti v krajevni skupnosti in seveda tam sem bil potem izvoljen od leta 1994, 2 leti in pol, te so bile redne volitve,
potem pa še 2krat po 4 leta, tako da sem bil v krajevni skupnosti Miklavž neprofesionalno, pač predsednik krajevne skupnosti. To se pravi, poleg službe na obrtni zbornici. Ja, to so bili vsi predsedniki krajevne skupnosti, niso bili profesionalni, ne? Da so delali, to je bilo eno dodatno delo, voditi krajevno skupnost, vendar vam povem, da to ni bilo lahko. Krajevno skupnost voditi, takrat je bil krajevni samoprispevek vse posod in usklajevati z občino, dotacija občine in krajevna skupnost, in naša krajevna skupnost je bila predvsem nerazvita glede cest. Ne, in potem pa vsi bi radi imeli ceste. Zdaj pride novi predsednik, ti boš nam to naredil, vendar se moraš ti držati svojega programa. Jaz moram povedati, da je 5 mesecev bilo, ko sem prevzel krajevno skupnost, je bilo že vse toliko neporavnanih računov, da sem potem od maja do septembra smo samo plačevali račune, ki so že prihajali noti zapadli. In ti so rekli, kaj, se pa zdaj si že 5 mesecev predsednik krajevne skupnosti, pa še nam nisi nič naredil. Ne, veste, ljudje takoj, oni mislijo tako kot marsikje zdaj tudi v politiki, ja, novi poslanec pride, novi občinski svetnik pride, zdaj bo pa že tam nam dal denar, pa bomo vse dobili. No, v katerem obdobju pa ste bili svetnik v občinskem svetu? Ja, od začetka sem bil, ko so nastali občinski sveti, oziroma takrat je bil predsednik občinskega sveta gospod Alojz Sok, gospod Vili Trofenik pa je bil župan. Takrat je bil tisti sistem vodenja občinskega sveta. Takrat sem bil 4 leta, potem nisem kandidiral, pozneje sem pa bil nadomestni član, ker sem prišel, da je eden izstopil v občinskem svetu tudi in veste, tam je potem to bilo že potem drugače, tudi za časa Trofenika, ko je bil župan. Biti občinski svetnik je pa sedaj seveda, razumete, koalicija, ne. In biti na desni ali pač iti v koalicijo ni lahko in potem te pride do tistega, kako boš, velikokrat pa pride občinski svetnik, jaz 2krat nisem glasoval tako, kot mi je bilo v moji stranki naročeno. Se rekel, ne, tega pa jaz ne bom podprl in jaz pa seveda prišla z predsednikom stranke v konflikt, ker sem rekel, to je proti moji vesti. Tega pa jaz ne bom glasoval, kakor boš ti rekel, jaz nočem biti tu tako, kakor bo meni nekdo dirigiral. In tu je, veste, velikokrat težava, ko gledam tudi danes seje občinskega sveta. Pa ne bi zdaj kritiziral teh, ampak ko gledaš, na primer, da nekdo pač ve, da ni dobro v svoji notranjosti, ampak on kljub temu tipko stisne za drugače, kot bi moral. Torej je pomembno, da ima svetnik svojo hrbtenico, oziroma se lahko pravzaprav s tem ponaša, da ima svojo hrbtenico, da izraža svoje mnenje? Sigurno, ker gledajte, ko kandidiraš, moraš reči, da boš delal po svoji vesti. Vse tam, ko zaprisežeš, tudi poslanci so tako, ne? In se dostikrat jaz moram povedati, naravno tudi poslanci v Ljubljani, ko bi moral ko bi moral odločati, zapusti pa gre. Ali pa se naredi, ali pa dostikrat tudi, ja, ni glasovalna naprava delala dobro, ali pa bomo ponovili. Torej se pravi, če ni dialoga, če ni tistega, ko bi dva skupaj stopili, pa bomo se, na primer, da se zdaj gre za v krajevni skupnosti ali pa v občini za neki objekt, za neko investicijo, ki je splošnega pomena, ki je dobro za več krajevnih skupnosti, ne gledati svojih ozkih interesov, bom pač tisto podprl. Vendar ne pozabite, da boste tudi vi pozneje, ko bomo sedaj glasovali, da bude to, ki je prišel iz Levice, recimo, ali pa bilo druge nasprotne stranke predlog, bomo podprli, tako se to dela, potem bomo pa mi, da bomo pa mi rabili, pa boste tudi vi nas podprli, ampak to je zelo žalostno, tega je vedno manj. In tu se zlorablja, veste, tu se zlorablja. Najhuje pa je to, bom zdaj povedal, ko nekdo gre na volitve, oziroma da bo kandidat, da bo občinski svetnik, da bo poslanec, obljublja pa govori, potem pa zelo malo v 4 letih stori. Veste, in ljudje to opazijo. In tega zaupanja je vedno manj pri ljudeh. In pri teh volitvah, če me sprašujete,
Zdaj, ko bodo letos tako državno-zborske volitve pa občinske, je za nekatere poslance in za nekatere svetnike čas, da se umaknejo. Da se umaknejo, ker čas bi bil, če je nekdo 12 let svetnik ali pa poslanec ali pa 8 let. Veste, pa malo stori ali pa nič ne stori ali pa potem je boljše, da se umakne. Ampak eni se ne, eni želijo biti ne vem koliko let še, ne. In to je tisto, kar je v lanskem letu, ko smo volili predsednika države, gospoda Pahorja, ali pač je bil izvoljen, je ena profesorica naša v Španiji dejala, da je čas za spremembo ustave oziroma zakona. Glejte, v Ameriki je 4 leta predsednik. Če dela dobro, še bo 4 leta izvoljen. Potem pa mora iti. Ni več možnosti. Ne, pri nas pa nekateri želijo do smrti, mislijo, da bodo sedeli 14, 4, 8, 12, 16 let. Ne? To je pa potem tisto, da potem ni. Bi si želeli nazaj v politiko, gospod Kirič? Ne. Jaz sem star 74 let, da bi sedaj bil, koga pa zdaj ne zastopam, zdaj pa jaz vas vprašam. Jaz sem bil v stranki, sem stranko zapustil, ker sem doživel določene razočaranje, za mene je vsaka stranka dobra, ne bo leva ali desna, ali pa je vsaka stranka lahko tudi slaba. To odkrito povem. In biti sedaj nekje zato, da bom pač v stranko stopil 2 meseca pred volitvami, pa bom nekam šel nekaj snubiti, da bom pa jaz šel za občinskega svetnika, pa bom vaši stranki. Konkretni primer bom vam utemeljil z upokojenci. Če sem jaz 20 let član Slovenske ljudske stranke ali pa Nove Slovenije ali katerekoli stranke, ko pa stopim v pokoj, potem pa jaz grem v Desus. Desus je politična stranka, ki nima nobene teže pri nas, ampak to je politično. Če jaz grem v pokoj, mene od države pripada pokojnina. To je moja pravica. In zdaj bom pa jaz zastopil pokojence. Ja, kaj bi v občinskem svetu upokojenec lahko naredil za svojo pokojnino ali pa v krajevni skupnosti? Nič. Še poslanci, pogledajte, koliko državni zbor razpravlja o naših pokojninah. Zdaj vsi štrajkajo, ne? Zdravstvo, šolstvo, javna uprava. No, povejte nam, kakšno pa je vaše mnenje o štrajkih minulih? Ja, zdaj ste me tu dobili o štrajkih, veste. Lažje je iti na cesto pa kričati, da se mi zgodi krivica in da mene to pripada. Ne bi sedaj imenoval določenih uslužbencev, tudi v občini Ormož, ko pravijo, mene to pripada, višja plača. Marsikoga pripada. Ampak nihče se pa od teh, ki sprašuje, jaz bom konkretno rekel, gospod Šrukl, on samo govori, koliko so delavci v šolstvu prizadeti z osebnimi dohodki. In kdaj se primerjaš? Nekdaj so se primerjali pri nas, na občini so rekli, in eno podjetje v Ormožu, ki ga ne bom imenoval, ampak so rekli, ja, vi imate poprečne plače na občini take. Zdaj pa sistem računovodja rekel, ja, na občini imamo čistilko, pa nekaj, pa šoferje z najnižjim, ono pa so administrativne, zelo veliko pa srednjo ali pa višje šolsko izobrazbo plač. Vi pa imate celo kopico nekvalificiranih delavcev in vi zdaj svoje delavce primerjate poprečno plačo pa naše. To je pa najslabše. Gospod Štrukl pravi, da univerzitetni profesor ima prenizko plačo. Ja, se strinjam. Ne? In sedaj pa primerjate enega profesorja na fakulteti, ki je tik pred upokojitvijo, kakšno ima plačo, ali pa eni, ki delajo, pa imajo že vse pogoje za pokoj, pa so pokojnine zamrznuli. Ne? Pa je njegov asistent, ki je star 60 let, pa ima 2 doktorata, pa ne more priti na njegovo mesto, profesor na fakulteti pa je star 75 let, pa predava. A je to pošteno? Ne se umakne. Pogoje ima za pokojnino. No, vidite, in tukaj se gre, potem, ja, zdaj pa bomo štrajkali, ne? Pa tisti profesor pravi, kar ite štrajkat, ne? Ja, vidite, lahko je štrajkate. Ali pa zdaj zdravstvo. Zdravstvo sem jaz pred 3 leti rekel, moj sosed, ki dela na onkološkem inštitutu, se rekel, veste, v zdravstvenem sistemu oziroma na onkološkem inštitutu oziroma v kliničnem centru
je marsikaj narobe. Jo, kaj misliš? Sem rekel, marsikaj, da je prišlo, vem. In tudi se je prišlo na otroške kardiologiji, ono. Veste, voditi in klinični center, 8000 ljudi zaposleni, potem pa tisti sindikati, pa da pol leta, 2 leti zbirajo kdo bo generalni sekretar, pa ga ne more, direktor, pa ga ne morejo dobiti. To je Gospod Kirič, vi ste nezaslišano. zadovoljni s svojo penzijo? Penzija sem zadovoljen, vendar moram povedati, da po Ropovem zakonu bi imel skoraj 200 evrov več pokojnine, ampak Ropov zakon je tako naredil in mene je pokopalo, ko sem se prijavil leta 2006 v pokojnino, da sem bil rojen, ki sem rojen 44. leta. In to je pokopalo zato, ker pravi, tu so zdaj druga merila, veste, in zdaj, če čitaš po časopisih, imam pogoje za penzijo, pa kako bodo računali. No, zadnjič je, mislim, ta Košir, lepo napisano, da bilanska leto je bila 67%, povprečna pokojnina, zdaj pa bo že 59. Zdaj vas pa vprašam, jaz bi vas vprašal, ali pa nekdo se ne vpraša, 35 let je delavka delala v kombinati, pa nima 400 evrov pokojnine. Ne? Kako pa naj živi? Kako pa naj živi? Pa je oddelala 35 let. Ali pa delavci v gradbeništvu. Tisti najbolj, ki mora delati z lopato vsak dan. Kakšne bodo pa njihove pokojnine za 2-3 leta? Potem pa nekdo reče v šolstvu ali pa v zdravstvu, pa ima 1000 evrov plače, jaz pa s tem ne morem živeti. Delavec tudi ima želodec, potisla njegova družina, ki mora živeti. Gospod Kirič, torej veliko izkušenj imate, kot slišimo, tudi ste informirani z vseh strani, natančno veste, kaj se dogaja, kam pes taco moli, kot rečemo. Povejte nam sedaj še za konec, ker se nam čas za pogovor že izteka. Kaj pa vaše kulturno dejstvovanje? Nedolgo smo vas videli nastopati v skeču, ki ste ga tudi sami napisali. To pomeni, da imate tudi žilico. Nisem tistega skeča poslovne sekretarke napisal sam, ampak sem jo dobil od enega kolega. To bi se naj dogajalo v Savinjski dolini oziroma na Štajerskem. Vendar ta skeč oziroma ta igra, ki skoraj traja 2 uri, v 2 dejanjih, poslovna sekretarka, je treba imeti 8 igralcev, vendar teh 8 igralcev ne morem dobiti. To je ena zadeva in veste, potem je težko spraviti zadevo na oder. Jaz sem igral pri Kulturnem društvu Miklavž 2 Partičevi zadevi, Pesnikova žena prihaja, pa Slikarna vasi, potem Kastelko, potem Zadrego, potem Žena umre 2-krat, pa še nekaj. Veste, nekateri mislijo, če grejo na oder kot amaterje, da so potem bolki batina, da njim nišče nič ne sme reči. Režiser pa je tisti, ki potem usmerja. In včasih je komu vloga dobro pisana. Jaz sem se s Partljičem smo se pogovarjali, ko je prišel gledati, pa je bil gospod Blažekovič, je režisiral Pesnikova žena prihaja. In tam sem jaz igral psihiatra. In on je nam dal potem, ko nam je gledal, rekel, to dopolnite, pa kar ite na, vi ste kot amaterji, kar dokaj dobro ste se pripravili, ampak nam je še tiste finije se povedal. Ob kozarcu pijače pozneje pa je rekel, veste, to morate, prav je režiser zadev, da je izbral take igralce, ki so vam posamezne vloge pisane na kožo. Ne? In to je najbolj važno. Ni važno tisto, zdaj, če ti kaj ven spustiš, pa pač ne veš, kakšne besede tako reči. Ampak zelo važno je, da na primer zdaj nekdo igra mater ali pa očeta, pa vidiš, kaj tam ni tista vloga mu napisana. Ne? To je ena zadeva, druga zadeva pa, glejte, jaz sem v času študija v Ljubljani hodil v Dramo, pa sem gledal Shakespearjeve drame, Stanica Severja, ali pa v opero. Veste, tam vidiš to, kaj pomeni biti gledališki. Danes pa nekateri mislijo pa skeče. Dobro, skeč mora imeti tudi neko svojo, ko ste omenili svojo
glavo in rep, ne pa da nekaj, ali pa najhuje pa je, da je v skeču v domačem kraju nekoga žališ. Ne, to je pa najhuje, da nekoga žališ ali pa se med sabo potem igralci kregajo pa rečejo, ti tega ne veš, ti tega. In to je velikokrat pri amaterjih, da ne pridejo. Jaz celo vem za en primer, da je šlo za eno vrsto ocenjevanja, pa so se prej spokregali in eden od igralcev je tako igral, da potem drugače ni tako slabo igral. Tako da je potem tiste druge padlo to vodo in niso dobili pozitivne ocene. To je pa hudo, veste. To je pa No, hudo. kako pa vam drugače minevajo dnevi? Ja, Torej malo kulture, malo spremljanje politike. kulture, potem sem tudi, moram povedati, še pri prostovoljnem gasilskem društvu kot član in tam se veteran, predsednik ali vodja veteranov, potem tudi v društvu upokojencev, letos slavi 70 let obstoja in me ravno predsednica tisti toliko let živel pri Miklavžu, bomo izdali za to 70. obletnico društva upokojencev in bilten bi kaj napisal. Pa sem rekel ne, potem pa je letak dolgo gospa Mihličeva v mene in zdaj ravno pišem neke spomine pri Miklavžu od leta 1949, se spominjam, ko sem potem bil star 5 let, kaj se je že začelo, pa ko sem v šolo hodil in kaj se pri Miklavžu dogaja. Vidite, tega je, veste, vsega premalo v društvih. In tudi v društvih, moram povedati, ni velikokrat arhiva. Arhivi so včasih marsikaj pomanjkljivi, ne. Zelo, ali pa da gledaš, pa je človek v pokoju, v društvu, pa to pozabijo na njega. To sem opozarjal tudi na obrtni zbornici. Da ne boste pozabili na pokojne obrtnike, ki je star 90 let, ki je delal 30-40 let, je bil upokojenec, ali pa tisto najbolj žalostno, ko se od njega poslavljajo na pokopališču, pa mu nihče ne pride na pogreb od stanovskih kolegov, ali pa da bi mu rekel besedo zahvale. Veste, potem se pa nekdo drugi vpraša, pa pravi, vidiš, so pozabili na nas ni. To je pa tisto, ne. To je boleče. To je boleče, to je boleče. To sem doživel tudi, ko je delavec bil, zelo dober delavec na kombinatu pred leti, pa so prišli, ko so se ti tozdi, pa na novo formirali, pa lastninjali. Pa je prišel nekdo k meni pa rekel, ti tega poznaš, mi ga ne poznamo, nekaj mu pove. Ne? Nekaj mu pove. Za konec. Ja, tako. Gospod Kirič, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk tukaj pri nas. Pa nam še za konec, torej, vseeno povejte še, kakšne pa so vaše želje, kaj si želite recimo? Želim si, da bi v teh letih, ki so še pred menoj, bil zdrav, pri močeh. Druga zadeva, da bi bilo med nami, krajani, v kraju, kjer živim, ali pa tudi v Ormožu, v društvih, več razumevanja, več spoštovanja. Tega nam manjka. Veste, pri tem druženju, ko gledam, ko ste zadnjič bili pri Miklavžu, ko smo bili na srečanju starejših krajanov na 70 let, pravijo ene, viš, lepo, da se nas nekdo spomni enkrat na leto. To je tisto, veste, pa ni tisto važno, tisti kos mesa ali pa tisti kozarec za spijo, da se ljudje nekom na vasi družijo. Predvsem tisti ljudje, ki so ostali sami doma, ki otroci so odšli, pa pridejo enkrat na teden. V krajevni skupnosti Miklavž poznam celo krajevno skupnost, veliko ostarelih, ne, ki nimajo niti prevozov, ki bi enkrat na teden šli v trgovino, ki jim sosedi opravljajo. Otroci so v Mariboru, v Ljubljani, pridejo domov in človek je potem lahko zapisan oziroma se čuti. Ali pa tudi v domu starejših, ko je 14 dni, mesec dni, pa ne samo v Ormožu, tudi v Mariboru imam primere, ki mi povejo, pa otroci ne pridejo svojih staršev pogledati. Veste, to je pa tisto, ko bi rekel jaz na koncu. To se pa pokaže človekova kultura. Hvala lepa, gospod Kirič. Prosim. Tako, kot je povedal Anton Kirič, ne pozabite na druge, ne pozabite na tiste, ki so morda
zaradi let na nek način že odpisani. Družite se in predvsem se imejte radi. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Budite z nami znova čez teden dni, ko vas že čakamo z novim gostom. Srečno do takrat.